Dober večer, jaz sem Jelka Razpotnik in danes bom vaša gostja. Predstavljala pa bom zgodovino, torej nove projekte, vezane na zgodovino pri naši založbi. Samo predstavitev sem razdelila v bistvu v 3 oziroma 2 dela. Največ se bomo ukvarjali z novo serijo, pogledali si bomo pa, kot tule spodaj piše, tudi EasyRocus, torej povsem novo generacijo digitalnih gradiv. Rada bi poudarila, torej tudi na začetku ena informacija, se pravi, če imate v nadaljevanju kakršnokoli dodatno vprašanje, lahko že, zdaj vmes med predstavitvijo postavite, sicer lahko pišete meni v zvezi z vsebino, kar se tiče pa prodajnih poti in podobnih zadev, so pa tule naši 4 zastopniki, ki bodo stopili z vami v stik. Kar se tiče, bom rekla, prejšnje izdaje, Raziskujem preteklost, ta še vedno velja, za 6. razred, zdaj bom na hitro pogledala, imamo še vedno samostojni delovni zvezek, učbenik in delovni zvezek, no, lansko leto smo seveda izdali nov samostojni delovni zvezek, za 7. razred prav tako prejšnji samostojni delovni zvezek, učbenik, delovni zvezek, čeprav se zdaj zelo seveda fokusiramo na novo izdajo Potujem v preteklost. Potem imamo seveda 8. razred, tudi samostojni delovni zvezek, stari učbenik in delovni zvezek, pa lansko leto nov učbenik z delovnim zvezkom. Danes pa seveda bom v nadaljevanju največ pozornosti posvetila novemu učbeniku, za 9. razred Potujem v preteklost 9, ki mu bo kasneje sledil še delovni zvezek, in pa še vedno velja pa seveda prejšnja izdaja učbenika, delovnega zvezka in samostojni delovni zvezek, ki bi lahko rekli, je nekaj vmes, neka pot med, bi rekla jaz, prejšnjo izdajo učbenika pa to novo. Zdaj, mi smo seveda pred kakšnimi 2 leti ob novem učbeniku izdelali tudi MultiRocus stran, ki pa je zaenkrat samo vezana na 7. razred, je pa to zbirka multimedijskih elementov, ki pa je predvsem namenjena neuporabnikom učbenika, kajti vsi tisti, ki imate učbenik, bodisi prejšnja izdaja, bodisi nova izdaja, imate te elemente seveda deloma na voljo brezplačno, deloma z doplačilom. Multizgodovina je pa dejansko neka izdaja, kjer so pa samo urejeni po poglavjih v učbeniku ti elementi in je predvsem namenjena, torej posebna izdaja namenjena neuporabnikom. Cene za to torej obstoječo, izključno samo za zgodovino 7, ker drugih razredov nismo potem izdelali, ker smo začeli že z novimi projekti, so tu v tabeli, kot sem rekla, karkoli so vprašanja na to temo, se lahko obrnete na naše zastopnike. Tisto, kar pa je danes seveda naša novost, ki jo predstavljamo, nekaj informacij je že bilo, so pa v bistvu vse vezano na novi, torej učbenik Potujem v preteklost. Tule imate nekaj možnosti, da bo lahko v začetku, zdaj do konca tega šolskega leta na voljo brezplačno. Jaz bom pa danes predstavila sam učbenik preko eRocusa, torej našega spletnega portala, in sicer eRocus ima tukajle letos zadeve malce drugače urejeno. Morda še to, če niste bili še pozorni, vsa dodatna gradiva, kot so priprave, rešitve, tudi recimo za prejšnje izdaje, so zdaj tule na eRocusu. 9-letka se zdaj ukinja počasi in vse nove zadeve imate zdaj tule na eRocusu. Druga zadeva, ki je nova, zdaj s tem časom, zdaj s pomladjo, pa je, da so katalogi, katerih si lahko preberete več, izveste več, tudi na eRocusu pod rubriko Moj predmet. Tukaj potem poiščete svoj predmet in ko kliknete, se vam pokaže katalog, kjer je potem predstavljen ne samo učbenik za 9. razred, ampak kar cela izdaja, torej od 7 naprej. Pod novosti
Pa je v bistvu objavljen ta novi učbenik, zaenkrat tule zberemo predmet zgodovina. Malenkost je ta stran preurejena, kot vidite, ima neke še dodatne elemente, ki jih prej ni bilo, ampak nič straš. Tule spodaj piše, kliknite na naslovnico in si oglejte učni komplet. Se pravi, tule s klikom, kjer piše učbenik, si bomo lahko ogledali ta novi učbenik, ki je zdaj v postopku potrjevanja in je ravnokar, bom rekla, ta postopek teče. Naslovnica, je nekje vezana za naslovnico 7. in pa v 8. razredu, tokrat smo se odločili bolj za tehnično naslovnico. Zdaj, učbenik seveda sledi učnemu načrtu, to je seveda nujno. Je pa morda že na prvi pogled, tule vam kažem kazalo, različno, bom rekla, toliko od prejšnjih izdaj, da smo izbirne vsebine, kot vidite, umestili med poglavja, torej ne na koncu. To je bila ena, bom rekla, moja odločitev, ker se mi zdelo škoda, da so na koncu, ker tule, ko mi obdelamo ta prvi sklop politične značilnosti, s katerimi so povezana prva 4 poglavja, v resnici se velikokrat vmes že navezujemo na te izbirne teme, in da ni treba zdaj listati do konca, smo jih pač umestili tule, in se dejansko navezujejo, na vse to, kar smo tu povedali pri političnih značilnostih 20. stoletja. Potem sledita gospodarske spremembe, gospodarski razvoj ter izrazito tematski pristop in pa zadnji seveda pregled Slovencev. Če bi primerjali z izdajo, recimo Raziskujem preteklost, torej tisto, ki je zdaj počasi bo imela že 10 let, vidimo, da so iz naslovov izginila vprašanja, še vedno obstajajo kot problemsko vprašanje, ni pa več v naslovu. Naslovi so izrazito poenostavljeni, tudi zato, da je možno hitreje najti, neko temo v kazalu. Tudi vsebinske spremembe, bom rekla, pri oblikovanju naslovov, torej naslovi so bolj tematsko zaokroženi. Sploh je to recimo tule opazno pri recimo Slovencih, Prej recimo je bila druga svetovna vojna razdeljena v nekih 5 poglavij, zdaj je tukaj samo en naslov, konkretno, druga svetovna vojna, torej zelo, bom rekla, poenostavljeno, v nekaj glavnih, bom rekla, tem. In na tak način, je narejen celoten učbenik. Sicer v sami zasnovi sledi učbenikoma v 7. in 8. razredu, kar pomeni, da so vsako poglavje seveda svojo barvo, začne z uvodno stranjo, ki ima tule pač neko fotografijo. Bomo samo nekaj pogledali takole, se pravi, bom šla na 4. poglavje, da ne bomo vedno pri prvi svetovni vojni. Konkretno, torej 4. poglavje se začne z tule navedbo vsebinskih ciljev, potem, kot sem rekla, problemska vprašanja niso izginila, čeprav jih v naslovih več ni, so pa vedno, tudi tule, so vedno tu zraven. Potem imamo poglavje, seveda neko uvodno fotografijo in nek zemljevid za neko prvo orientacijo v prostoru. Za orientacijo v času pa imamo časovni trak, ki ima seveda posamezne dogodke, potem pa tudi posamezne trakove, da si nekje lažje učenci predstavljajo trajanje nekega recimo procesa. Ali pa recimo lahko primerjajo potem, koliko časa je trajalo to v primerjavi z nekim drugim procesom. Tule potem je seveda ta zgradba, ki sledi 7. in 8. razredu, se pravi, vsak naslov ima problemsko vprašanje, potem imamo seveda ključne besede in te iste ključne besede se ponovijo potem označeno, posebej markirano, v glavnem tekstu. Recimo to imamo za
železna zavesa, imamo zahodni blok, imamo vzhodni blok, ne. V primerjavi s prejšnjo izdajo je teksta približno za tretjino manj, je veliko teksta tudi tako oblikovano v tabelah, torej da je bolj pregledno, da je tudi nekje lažje za recimo orientacijo, kar veliko takih tabel je, no. Potem precej posodobljeni, veliko novih virov smo dali in pa slikovno gradivo, a ne. Slikovno gradivo je deloma ilustracije, vendar tokrat bi rekla manj kot sicer v 7. pa 8. razredu. Potem imamo različne zemljevide, nekaj je novih, nekaj smo uporabili že prej uporabljenih. Velika novost, ki pa se, bom rekla, vleče že iz 7. razreda, pa je seveda dodatna vprašanja za analizo pisnih virov, potem seveda tudi za recimo analizo zemljevidov, ne, in pa tudi slikovnega gradiva. Zdaj, kar se tiče slikovnega gradiva, na splošno je praktično vse novo, a ne, tudi slike so značilno bistveno večje, kot so bile v prejšnjih izdajah. Potem imamo pa besedilo, ki ni bistveno, ki je neki dodatek, ki ga lahko spustimo, a ne, napisano v bistveno manjši pisavi, ravno zato, da pokažemo, da zadeva ni bistvena, a ne. In če gremo recimo tukaj čez, a ne, bi lahko rekli, ja, saj tukajle glavnega besedila ni veliko, je samo to, kar je napisano res s temle največjimi črkami, vse ostalo je dodatek, a ne. Dodatek je tole, sem rekla, ko se besedilo razširi na neki točki, a ne, in potem dodatek je tudi to, ki pa so sploh take dodatne neke informacije, neki ocvirki, ki jih lahko uporabimo morda za motivacijo ali pa za nekaj podobnega. Zaključuje pa se seveda tule s takim sklopom, ki je vedno enak, se pravi, imamo ponovim, ki ima 4 vprašanja, nekega takega, bi rekli, običajnega nivoja, a ne, razmislim, ki seveda se navezuje na vprašanje višjega taksonomske ravni, in pa potem slovarček. Konkretno tukaj imam pred sabo zdaj 4. poglavje, a ne, imamo najprej blokovsko razdelitev, povemo vse o tem, posledice hladne vojne, vse v enem v bistvu naslovu, najprej Evropa, pa spet si pomagamo s tabelo. Namreč ta tekst v tabeli je namenoma nekoliko, bi rekla, manjši tudi zato, jaz vedno pravim namreč, da je ta učbenik malo tudi nivojski. Imamo nekaj, kar je osnovni nivo, to bi bil recimo tole, ne, kot kjer imamo glavni tekst, potem imamo iz tega, kar so krizna žarišča v Evropi, imamo tu našteta vsa 3 in to je recimo tisti čisto osnovni nivo. Če želimo več o tem vedeti, imamo pa tule še dodatne opise. Na tak način v bistvu lahko malo delamo nivoje, a ne, v samem učbeniku. Imamo, kot sem rekla, tukaj veliko več slik, kot smo jih imeli prej, zato pa je manj teksta, a ne, zato je bistveno manj teksta. Potem tukaj imamo celo, a ne, preberi vir in si oglej sliko, se pravi, delamo tudi za analizo slikovnega gradiva. Potem je pa že konec v bistvu, ne, bi rekla, te hladne vojne, potem imamo pa že novo vsebino propad, spet tabela, a ne, za nekaj par teh osnovnih zadev tule navedenih. Konec hladne vojne, tudi razpad Jugoslavije, zemljevid novih držav posebej označenih, osvoboditev kolonij, a ne, praktično delamo z zemljevidom, delamo s pisnimi viri. In potem na koncu še povezovanje Evrope in sveta, si pomagamo z zemljevidom, z nekim pisnim virom,
vidite v bistvu, koliko malo je tega, bi jaz rekla, osnovnega teksta, pomaga tukaj preglednica za lažje, razumevanje in pa zemljevid. Več kot kdajkoli prej je v bistvu tukaj poudarek, na tem, bi rekla, delu z viri, obliki preglednic, pisnih virov, slikovnih virov. In potem je zaključek poglavja, kjer pa imamo seveda, tako kot smo že, bi rekla, nastavili v 7. in 8. razredu, imamo vprašanja, ki so višji nivo, torej kritično razmišljanje, pokrivajo celotno poglavje, potem imamo nadaljevanje tega, kaj znam analizirati. V 7. razredu smo začeli znam analizirati pisni vir in slikovni vir. V 8. razredu smo imeli znam analizirati zemljevid in smo se predvsem to poudarjali. No, tu v 9. razredu pa imamo znam analizirati karikature. Se pravi, v vsakem poglavju, razen v 5., ki tega nima, imamo eno karikaturo, ki se je povezano z časom tega poglavja, ki jo potem analiziramo. Imamo tu pač primer nekih vprašanj, ki nam pomagajo analizirati to karikaturo. So seveda karikature vključene tudi noter v poglavja. In zadnja, znam izraziti svoje mnenje. Konkretno tukaj nekaj o Evropski uniji, recimo mnenje, poišči, predstavi argument za in proti. Specialiteta, bom rekla, te nove serije so pojmovne mreže, ki jih imamo tudi tu, v 7. razredu imate v 8. in tu v 9. Pojmovne mreže namreč imajo dve funkciji. V resnici, če jih vi berete od tu navzdol in si sledite, dobite in greste do dol, je to kot nek stavek. In če te stavke spišete, dobite povzetek. Torej, zelo, zelo preprost povzetek, ki pa uporablja ključne pojme nekega poglavja. In zato recimo lahko tukaj imamo potem navodilo, da si v smiselni povedi uporabi te pojme. Tisti, ki so temneje obarvani, so recimo, bi rekli, prve kategorije, so najpomembnejši, ostali so seveda podporni. Torej, na tak način so obdelana vsa poglavja do 4., potem pa recimo sem tukaj po 4. poglavju se odločila, da dodamo izbirne vsebine, konkretno recimo preseljevanje. Zakaj v bistvu sem ga dala sem? Ker se tukaj začne s temi množičnimi migracijami ravno po 2. svetovni vojni, in potem je danes pač problem, vprašanje migracij še vedno aktualno in dejansko se vleče vse tu od 2. svetovne vojne dalje. Tu ni ponovitve, ker se mi ne zdi smiselno, ampak imamo rubriko Sem aktiven, torej predloge za dodatne aktivnosti, ki jih lahko delamo na to temo, če je čas ali pa morda kako drugače. Potem imamo vsakdanjik v 20. stoletju, tudi tu, prve spremembe že po 1. svetovni vojni, še več po resnici ravno potem po 2. svetovni vojni. In potem recimo nove možnosti za ženske in mlade, tudi tukaj je poudarek na spremembah po 2. svetovni vojni in ravno tako civilno-družbena gibanja. Torej, to je bil, bi rekla, glavni razlog, zakaj smo se odločili, da damo te teme na koncu že 4. poglavja. Predno potem gremo na tematsko obravnavo, kjer je seveda gospodarstvo. Tukaj mogoče samo toliko, da je zadeva poglavje malo drugače zastavljeno, kot je drugje. Kar se tiče znotraj tega, recimo tole je eno novo poglavje, gospodarska rast in gospodarske krize, ki sicer začne z gospodarsko krizo 29. leta, vendar pa želi poudariti, in to je vidno tudi na časovnem traku, da so sledile potem še druge gospodarske krize, vmes pa seveda so bila obdobja rasti.
a ne. In to je recimo tule na temle časovnem traku zelo jasno vidno, ne. Gospodarska kriza, zlata leta, spet gospodarska kriza, zlata leta, nafta kriza in tako naprej, a ne. In ves čas seveda poteka globalizacija. Mogoče še, da skočimo na zadnje poglavje, to so Slovenci. Slovenci tule seveda enako predstavljeni s časovnim trakom, ki pa ima znotraj tudi obdobja, namreč slovenska zgodovina, ker tukaj je ključno vprašanje, kako se je v 20. stoletju spreminjal narodni položaj Slovencev in zato imamo obdobja, se pravi, tule je Avstro-Ogrska, potem imamo seveda kraljevino, SHS oziroma Jugoslavije, socialistično republiko Jugoslavija in potem seveda samostojno republiko Slovenijo. Znotraj imate pa še nekaj, imamo parlamentarizem, diktaturo, parlamentarizem, vzpostavitev komunistične oblasti, socializem in demokratizacijo oziroma parlamentarizem, ne. Torej vsa ta obdobja v resnici, ne, ali razmere, ne, v katerih je pač šla ta zgodovina 20. oziroma tule smo že pol 21. stoletja, in jo tu pač obdelamo, ne. Spet prvo poglavje je odločitev Slovencev. Bom naprej še pogledala, bi vas pa opozorila na tole, namreč ker se pa zdaj spet vračamo na čas prve svetovne vojne in se v resnici vračamo nazaj na prvi del učbenika, kjer smo imeli prvo poglavje, pa drugo med vojnama, pa tretjo drugo svetovno vojno, pa četrto po drugi svetovni vojni, nam tele črtice malo pomagajo pri tej orientaciji, kje smo pa zdaj tu, če pomislimo na svetovno zgodovino. Kar pomeni, ker smo zdaj čas prve svetovne vojne, se to tule napiše in se tudi ta črtica barvno nam daje asociacijo na prvo poglavje, ne. Potem imamo določitev državnih meja, smo zdaj že svet med obema vojnama in se tale črtica temu primerno, torej barvno spremeni in potem ostaja, a ne, tukaj vsa tja do konca tega časa med obema vojnama, kjer smo spet, bom rekla, glede na prejšnje izdaje povečali količino slik, ne, recimo tale stran je v celoti zdaj, bom rekla, neki dodatek, ki ga brez problema spustimo, a ne, ker je vse dodatne slike, dodatno recimo besedilo o skakalnici v planici. In potem tu seveda zaključimo za svet med obema vojnama in gremo na drugo svetovno vojno, kjer pa spet nam kaže, a ne, tale črtica, to barvno, da smo v bistvu v tretjem poglavju, v času tretjega poglavja. Druga svetovna vojna ima samo en naslov, znotraj je pa potem razdeljena na 5 delov, in sicer okupacija, potem je upor, potem je spopad med Slovenci, razvoj nove oblasti in na koncu konec vojne, a ne, torej brez, bi rekla jaz, nekih podrobnosti, tudi tule zadnje strani so celoti praktično viri, a ne. Vzpostavitev komunistične oblasti je potem prvo poglavje tu že, ko se spremeni v čas po drugi svetovni vojni, najprej seveda volitve, potem pa obračun pač s nasprotniki, racionalni gospodarski ukrepi. Nekaj je bilo treba dati tudi Jugoslavijo, jaz jo vedno tu priključim. Potem pa smo seveda že pri mejah, torej tukaj veliko prostora za vire, za zemljevide in slike, spet, a ne, osnovnega besedila je v bistvu bistveno manj, a ne, kot ga je bilo prej. Kar se pa tiče razvoja po vojni, je pa razdeljeno, posebej je narejen gospodarski razvoj, ki gre seveda z viri, slikami, pa z raznimi recimo tudi statističnimi podatki, se pravi, imamo povojno obnovo, naslednji korak plansko gospodarstvo, naslednje samoupravljanje. Ne, skozi te 3 gremo in recimo tule tudi na primer uporabljamo, bom rekla, vire oziroma statistične podatke o rasti bruto družbenega proizvoda in se zelo dobro vidi, kdaj
je, a ne, gospodarsko recimo Slovenija najbolj napredovala in kdaj se je potem recimo začelo nazadovanje. Ob tem je pa potem še poglavje življenje v socialistični Sloveniji, kjer govorimo pa o vsakdanjem življenju. Torej najprej 50., 60. leta, potem pa dvig življenjskega standarda v 70. No in tukaj recimo imamo pa tudi eno tabelo, opremljenost s televizorji in pa torej televizijo in osebnimi avtomobili. In spet recimo se dejansko podatki govorijo enako, ne, kdaj je bil ta gospodarski razvoj, pa tudi dvig življenjskega standarda najvišji. Nekaj še o kulturi, pač ta raznolikost, a ne, in pa na koncu samo še 2 poglavji, se pravi razlogi Slovencev za ustanovitev lastne države in na koncu samostojna Slovenija in dejansko smo s tem Slovence že prišli do konca, ker je potem še nekaj Slovenija po osamosvojitvi. In seveda tudi ta poglavje ima kritično, torej odgovore, torej vprašanja, ki zahtevajo nek kritičen razmislek, analiziramo karikaturo, znamo izraziti svoje mnenje in pa Slovenci, torej pregled v bistvu s pojmovno mrežo. Rekla bi samo to, ne, da glede na to, da je teksta manj, kot ga je bilo prej, in da imamo na koncu vsakega poglavja pojmovno mrežo, ki je v resnici povzetek, tule v samih teh podpoglavjih povzetkov ni. Tudi ni recimo posebej označeno, kaj je bistvo. Če pa morda poznate komplet za 7. in pa 8. razred, boste pa tam videli, če odprete delovni zvezek, da v resnici v delovnem zvezku so na primer taki povzetki v naslovih, ne, v takih uvodih, to so v bistvu pa tisti minimalni, bi jaz rekla, povzetki, ki jih tule lahko naredimo iz tega gradiva. Zdaj, torej ta učbenik vi lahko sami pogledate, tule, kot sem rekla, greste na novosti, ali, in pač ob vsem teh preglednicah, tem tekstu imate tule ikono, delovni zvezek je še v pripravi, ampak tule se vam pokaže rokca, torej s klikom na to ikono se vam bo učbenik odprl, a ne, in ga potem lahko listate, uporabljate in tako naprej, ne. To je sicer še precej drugih informacij, ampak torej tale naslovnica novega učbenika vam odpre potem učbenik. Torej zdaj pač to leto je malo drugače, kot je bilo prej, a ne, prej je bilo takoj se odprl učbenik, torej zdaj pa tule imate naslovnico in si lahko odprete. Toliko zaenkrat torej o novem učbeniku. Kot sem rekla, učbenik bo nekje v koncu marca, začetku aprila izšel, potem bo pa temu sledil še delovni zvezek, ki bo tudi objavljen tu, ko bo pač pripravljen za pregled. Naslednja zadeva, ki pa je pa res novost, a ne, ni vezana na nobeno prejšnjo izdajo, je EasyRocus. EasyRocus je popolnoma novo gradivo, ki smo ga razvijali zdaj že kar nekaj časa. Se pravi, tule, če pokažemo za EasyRocus, imamo potem na koncu, bi jaz pač pokazala neke cene, ki vas verjetno zanimajo, toliko opozarjam, da več informacij, bolj podrobne imajo zastopniki. EasyRocus je popolnoma nov izdelek, se pravi, tega do letos v bistvu ni bilo, gre pa za novo generacijo, mi temu tako rečemo, učbenikov, to so interaktivni učbeniki. Tule spodaj imate stran, torej naslov spletne strani, na katero lahko vstopate. To je spletna stran, bom zdajle vam pokazala, kako to izgleda. In sicer, ko vstopite, je takšnale, a ne, EasyRocus, Easy do znanja, tule gor se prijavite. Prijavite se s svojim geslom, ki ga že imate za EasyRocus, se pravi, ne potrebujete novega dodatnega gesla,
ampak s tem istim geslom vstopate tudi v EasyRocus. Če pa EasyRocusa ne uporabljate, nimate nobenega gesla, se pa tu pač opravi osnovna registracija in se potem izbere geslo. Se pravi, vi se tu prijavljate in s to prijavo v bistvu potem pridete najprej tukaj do nekaj osnovnih informacij, kaj to EasyRocus je. Ko pa potem greste navzdol, imate pa tule spodaj, se pravi vsebinsko, torej vstop v konkretni učbenik. Zaenkrat je nekaj gradiv objavljenih, niso še vsa, to je tista, ki pa so za zgodovino, konkretno so za 6., 7. in 8. razred, bomo pogledali. In s klikom na to gradivo, potem vi gradivo lahko odprete. Tukaj imam recimo še povečano, tukaj sem zdaj že jaz skozi svoje geslo. Razlika je namreč v tem, če vi greste brez prijave, potem se vam ne odpre vse, predvsem pa boste pa videli, da se vam neke točke oziroma statistični podatki ne prikazujejo. Lahko seveda vstopite brez prijave, ampak je potem ogled zelo omejen, zato je vendarle bolj priporočljivo, da se registrirate in tukaj imate potem direktno dostop brez vseh tistih podatkov splošnih, se pravi, mi bomo pogledali 6. razred je zgodovina, tukaj imate pa še druge predmete, potem v 7. razredu je zgodovina in pa v 8. razredu je tudi učbenik za zgodovino, 9. pa še ne. 9, namreč vsi učbeniki za zgodovino so pripravljeni po novi izdaji, torej izdaji Potujem v preteklost, zato tudi nosijo ta naslov. Konkretno za 6. razred je to pripravljeno po samostojnem delovnem zvezku, za 7. in za 8. razred je pa to pripravljeno, recimo gradivo vzeto iz učbenika. Zdaj nekaj osnovnih zadev bom povedala kar tule na primeru 6., pa bomo šli pol še pogledati 7. in 8. Ko vi tu kliknete na ikono za učbenik, se vam tule odpre učbenik, kaj je vse dostopno. Torej v tem trenutku je odprto vse, ker sem se prijavila z geslom, ki ga računalnik zazna. Vidim, da imam dostop do vseh poglavij, ker ta učbenik je objavljen v celoti. Se pravi, jaz potem odprem in pojavi se mi najprej uvodna, recimo tako kot imate pri učbeniku ovitek, in če greste dol, samo scrollate, imate seznam poglavij in, ko smo že prej omenjali povzetke, namreč ta interaktivna izdaja, ta nova izdaja ima precej povzetkov, konkretno imate povzetek celotnega poglavja, če recimo vam to kakorkoli koristi. Vsakič, ko imate tu preberi, lahko kliknete in gremo zdaj v poglavje. Zdaj je to prvo poglavje za 6. razred po novem samostojnem delovnem zvezku in tu imamo pa spet vsebinske cilje celotnega poglavja, potem imamo pa spet navzdol, če pogledamo, seznam vseh podpoglavij. In čisto na dnu je test, kajti bom rekla, orodje nam omogoča tudi izdelavo interaktivnih nalog, kot boste potem videli, in iz tega smo recimo potem na koncu vsakega poglavja, v vseh zgodovinah, tudi v 9. bo tako, naredili test. Se pravi, če pa tu pogledamo, imamo pa spet še en povzetek, to je pa povzetek podpoglavja. In recimo, če zdaj kliknemo v enega od teh, v bistvu vseeno katerega, imamo potem tule konkretno torej problemsko vprašanje in potem sledi vsebina učbeniku. Se pravi, tako kot je zastavljena vsebina v učbeniku, je zastavljena tudi v tem interaktivnem učbeniku. Najprej so ključne besede, naslovi, povsem enaki, tekst, potem noter dodajamo vsa tista vprašanja, ki jih imamo, slikovno gradivo, potem
kot sem rekla, je možno tudi interaktivne naloge, recimo po 2 imamo tule znotraj vsakega poglavja. Potem imamo recimo, da zdaj bom malo pravilno, nepravilno odgovarjala, pa bomo potem pogledali, in ti da potem tudi rezultat uspešnosti. Recimo nižje spodaj imamo pa recimo še eno nalogo, pa recimo tudi to rešimo, pa bomo še takole malo. Tako, recimo tukaj je bil pa rezultat 1, od 3, in če jaz tukajle pogledam, je moj rezultat recimo uspešnost zdaj tega, recimo nalog, ki sem jih naredila, lahko preverim v celoti, zdaj recimo tule 2%, to pomeni glede na cel učbenik. Tule je tako, da imamo mi pred sabo interaktivni učbenik, v tem meniju pa si lahko odpremo tudi tiskano gradivo v listalniku, na tak način, kot smo prej gledali na i-Rokusu. Imamo zdaj to možnost, tudi tule recimo listati po tem gradivu, ki je v bistvu enako tiskanemu gradivu, konkretno tule je pač najnovejša izdaja oziroma lanska izdaja samostojnega delovnega zvezka. Zato govorimo o interaktivnem, torej ker imamo tudi povratno informacijo preko interaktivnih nalog. Je pa ta učbenik seveda veliko več, poleg tega, da nam daje ves ta material, imamo možnost seveda tudi torej videoposnetkov. Vse, kar smo imeli, smo vključili tu v 8. razredu, recimo je tudi vse, kar imamo novega, pa do zdaj še nismo imeli. Je pa tako, da smo se pri nekaterih odločili, da lahko recimo svojo razlago nadomestijo neko razlago, ki jo učenec potrebuje, in imajo za to recimo gor, označbo, označeno razlaga. Lahko je to pač animirano, v 8., 9. animiranih je manj, so bolj dokumentarni. Tukaj lahko recimo dajemo pisne vire več in recimo lahko potem se premikamo med slikami in tako naprej. Potem imamo možnost, da smo izkoristili, da določene vsebine, recimo, če se prej spomnite, v 9. razredu sem rekla, so neke vsebine, ki so dodatne, ki niso pomembne, ki jih lahko spustimo, jih recimo tu v interaktivnem oblikujemo tako in nas v bistvu kot na neki način vrže na novo stran, kjer nam zadevo obširneje recimo razložim, Tule pa lahko gremo kar mimo, če se ne zdi pomembno to omenjati. Je pa ta učbenik v bistvu res več kot samo to podajanje vsebine, in združevanje vseh multimedijskih interaktivnih elementov na eni strani. Namreč, omenila sem že prej te povzetke, ki jih imamo, povzetek poglavja, povzetek podpoglavja. Poleg tega, povsod tam, kjer je torej recimo besedilo daljše, imamo možnost krajšega besedila. In spet smo pri v bistvu neke vrste povzetkih. Če želite povzetek, namesto da beremo tule 10 vrstic, je tule klik, tale možic, in imamo to zelo skrajšano, res samo bistvo. In tako teče v bistvu vsi, za vse razrede je tako narejeno. Torej skrajšani teksti, ki pomagajo recimo mogoče nekaterim učencem, če jim je to predolgo. Tule vidite ob strani pa znak, to je pa za poslušanje, namreč vsi teksti so prebrani. Vsi teksti se klikom na ta znak se s klikom na ta znak torej lahko besedilo poslušamo in s tem v bistvu lahko zadostimo torej tudi učencem, ki imajo težave pri branju, pa torej ali pa recimo so slušnega tipa, torej tudi njim pomagamo. Prebrani so ti glavni teksti, zdaj tule je to, kar je podnapis pod sliko, to ni prebrano.
Torej potem imate tule še različne možnosti v orodjarni. Recimo lahko si to orodjarno premikate tule na različne točke, jaz jo imam pač zdaj tule, a ne. Potem imamo naslednjega, no, ta je eden, bom rekla, bolj pomembnih. Namreč tukaj bom odprla recimo tekst. Tule lahko vi pisavo torej povečujete. Recimo zlasti, bom rekla, dobrodošlo za tiste, a ne, ki zelo slabše vidijo, da si, a ne, da bi bilo treba ne vem koliko klikov narediti, a ne, tule s klikom ali dvem dejansko to pisavo povečajo. Potem imamo pomoč pri disleksiji, se pravi, s klikom na tole, a ne, na ta gumb, se celotno besedilo na celi strani brez dodatnega, bi rekla, dela ali preklapljanja spremeni v obliko pisave, ki je priporočljiva za dislektike, a ne, in je njim torej zdaj lažje brati to, ne, in s klikom se potem spet spremeni nazaj. Zdaj velike, male črke, a ne, zdaj niti ni, bom rekla, za te razrede višje ni toliko, morda bolj primerno za nižje razrede, pa da se menja tudi ozadje, zdaj imamo belo, lahko pa naredimo črnega, ne. Torej v celoti se celoten tekst, a ne, spremeni naenkrat. Tukajle imate možnost tudi dodajati nekih svojih zadev, a ne, da neke stvari shranimo. Tole je pač, da iščete po nekem recimo geslu, da ga vtipkate in vam potem pokaže tule, a ne, in celo kliknete in se vam takoj ta stran tudi odpre, a ne, prve pisave. Potem imamo tule pisalo, se pravi, bolj osnovno, pa vendarle, ne, če bi zdaj vi želeli recimo tukaj, da bi to bili v razredu, bi želeli razlagati, bi tukaj lahko uporabili pisavo in potem tudi s tem zbrišete. Imamo tudi možnost table, to pomeni, da si ustvarite kot neko svojo belo tablo, ne, da recimo želite nekaj več napisati tu zraven, ne, da ravno ne pišete po samem učbeniku, imate tu možnost odpreti kot neko tablo. Imate možnost tudi, kaj od tega damo v ospredje, recimo, da se še ekstra poveča, ne, to je približno temu podobno lupi v iRokusu in potem vam ta del besedila, torej samo en del besedila poveča, tistega, ki izberete. Lahko seveda kaj od tega pošljete kot povezavo naprej, recimo učencem, ne, da pa to povezavo vključite v svojo spletno učilnico. Torej predvideno pa je tudi predstavitev, se pravi, zaenkrat pri zgodovini je tako, da imajo vsa prva poglavja v 6., 7. in 8. razredu vključeno neke vrste predstavitev, temu bi rekli kot PowerPoint do zdaj, ne. Torej iz teh elementov, ki so vključeni v sam učbenik, smo namreč oblikovali neko tako predstavitev in v bistvu tule se potem samo klika in se prikazuje torej neki tekst. Lahko spet rečemo, da je to spet neki povzetek ali nekaj, kar si učenci morda zapišejo v učbenik. Potem imamo seveda slike, a ne, torej dodatno recimo tule o pisavah. Potem lahko vključimo torej vse posnetke, ki jih imamo sicer v učbeniku. Spodaj, a ne, so zdaj tukaj vključeni v samo predstavitev. Potem imamo recimo naprej tudi še ostale, ne, torej vire lahko uporabimo, ostale slike uporabimo in lahko celo tudi slike uporabimo več, ne. Ne morete pa vi dodajati svojih gradiv tukaj v to predstavitev, se pravi, ta predstavitev je namreč narejena iz teh elementov, ki tvorijo učbenik. Lahko dodamo tudi naloge ali celo ustvarimo druge naloge, ne morete pa vi noter, torej v same med te slike dodati recimo svojih slik, a ne. Zdaj tule bi mogoče pogledali še
test, rekla sem, da recimo na koncu vsakega poglavja je test, ki je sestavljen torej iz različnih tipov interaktivnih nalog. Recimo en tak tip je, ne, da odgovarjamo pravilno, nepravilno glede trditve, potem se recimo lahko tukaj nekaj klikne, ne, vprašanje, pa potem preverja, ne, ali recimo izberemo tukaj neko klikanje, ne, in spet ves čas torej se preverja in je takoj ta povratna informacija učencem, ne. Tukaj se lahko potem lahko nekaj recimo vleče, a ne, torej drag and drop temu rečemo. Potem se recimo lahko razvršča, ne, tu v pare, ali pa recimo nekaj nalog smo tudi tako naredili, da je recimo neki slikovni vir ali morda celo videoposnetek ali pisni vir, potem so pa vprašanja, ne, kot v tem primeru, oglej si zgornjo sliko in potem reši nalogo, ne, tako da pač zbereš tule neke odgovore, ne, in ti potem tudi recimo da takoj odgovor, ne. Ali tu, ne, klikni nanjo, se pravi, naloge, ki so naloge zaprtega tipa, a ne, največkrat torej, da nekaj klikaš, nekaj izbereš, ali pa recimo neko sliko, a ne, povlečeš v stolpec in ti potem spet razvrščanje, spet recimo klikanje, ne, in potem preverja napačno, ker ni vse rešeno. Tako da tukaj recimo tudi primer, a ne, imamo sliko in potem tule neka naloga, ki se navezuje na sliko, se pravi, da učenec mora to sliko dobro pogledati. Recimo, se pravi, 6. razred je v celoti objavljen, to pomeni vsa poglavja od 1. do 6. S tem, da brana besedila so v prvih 3, v zadnjih 2 še ne. 7. razred bo posodobljena verzija do naslednjega tedna, tale, ki je sedaj gor, ima objavljena 3 poglavja, ostalih 2 sta tudi narejeni, pa nista še vidni, a ne, in tukaj imamo potem tudi različne. Tukaj mogoče še pri tem 7., a ne, da kar nam omogoča ta program, so recimo zemljevidi, klikabilni, recimo tole, a ne, to smo mi imeli v 7. razredu na iRokusu, pa je flash zdaj ukinjen in tega ni več, smo pa take klikabilne zemljevide naredili tule v tem Easy programu, a ne, je to mogoče narediti. Mogoče še 8. razred, no, ker ta je pa tudi so prva 3 poglavja vidna. A ne, kot vidite, a ne, so vsi učbeniki narejeni na enak način, a ne, potem na koncu test, recimo tegale imamo, a ne, kar nekaj potem recimo tudi interaktivnih zemljevidov, ki so bliže v iRokusu, a ne, pa smo jih potem tudi sem v to vključili. Potem tule recimo je zelo veliko teh dodatnih strani, a ne, torej razširitev vsebine, ki jo ni najbolj nujna, a ne, ni osnovno znanje, naloge, kot sem rekla, se pravi, ta a ne, sistem torej se ves čas v bistvu pri vseh poglavjih ponavlja, potem je pa stvar kombinacija, a ne, vsebin, torej pisnih vsebin, pa potem oglej si sliko in pojasni, a ne, torej tudi vprašanje za analizo virov ali preberi vir in pojasni. Tako da je v bistvu učbenik, ta recimo spet eden izmed teh klikabilnih zemljevidov, kjer recimo primerjamo Krištofa Kolumba, Vasco da Gamo, torej njuno pot, a ne, zelo jasno, eden na vzhod, drugi na zahod. Potem imamo pa recimo celo malo, bi rekli, igranja, a ne,
da se lahko malo popestri ura. No, tu recimo imamo pa vse, a ne, pa lahko pač odklikamo vse, lahko pa samo enega izbranega pomorščaka. Dodatne slike še galerij in pa seveda tudi tu filmi z neko razlago. Tako da tega je pol seveda še veliko več. Potem recimo zelo primerno za kakšno razlago recimo so tovrstne predstavitve, se pravi, imamo sliko, ne, ki jo lahko tudi še povečamo, in potem dodatno, ne, razlago, kaj konkretno je neki element v tem, a ne, v tej sliki. Tudi naloge se pol da iz tega narediti in pa, kot vidite, spet dodatne vsebine, ki smo jih tudi posebej za ta učbenik pripravili, torej ne samo iz tiskanega učbenika. Pa seveda tukaj v 8. razredu je ena sama večja animacija. Dobro, to je recimo bila doba geografskih odkritij pri posledicah. Imamo pa, torej za 8. razred imamo 2, 3 interaktivne zemljevide. Recimo tale je klikabilen, a ne, kjer lahko potem si pogledate na zemljevidu obseg različnih kolonij. V nadaljevanju imamo pa pol recimo svetovno trgovino, kjer pa je tale zemljevid, a ne, kjer je neka animacija, se predstavlja, a ne, recimo, ki je potekala svetovna trgovina, se pravi od Azije preko Afrike pa do Evrope. In na to lahko potem seveda dodamo še trikotno, torej območje trikotne trgovine in pa na koncu še trgovino s sužnji. Dobro, pri humanizmu resnici imate tudi nekaj še tega, mogoče še tole, a ne, torej imamo 8. razred je zdaj tudi tukaj, drugo poglavje je v celoti narejeno in pa zdaj v 3. poglavje smo pa ravno pred kratkim recimo objavili pa nekaj filmov, ki jih prej nismo imeli, recimo tukaj je Absolutistična kraljevina, a ne, pa je nekaj o vladarjih, pa je potem recimo spet neka taka razlaga, kaj je absolutizem. Recimo to je en del, bom rekla, teh videoposnetkov, ki smo jih uspeli zdaj pripraviti. Namreč za 8. razred še za 4. in 5. poglavje še pripravljamo. Nekje, a ne, so zemljevidi klikabilni, ne pa vsi, recimo v nekaterih primerih se nam to ni zdelo smiselno in potem pač nismo tega naredili, recimo tule imamo Napoleona, ne, smo pa recimo se odločili za to, da, dobro, nekaj spet dodatna informacija, tukaj recimo smo dodali neko razlago, kratko, ne, to gre res za zelo, zelo kratke, ne, posnetke.
In potem recimo zemljevid spodaj, ki pa je tudi klikabilen, kjer lahko potem ob tem ga uporabimo za pač neko razlago, demonstracijo. Namreč ti učbeniki, ti interaktivni učbeniki, kot jih mi imenujemo, nove generacije, so bili razviti v bistvu tako za uporabo v razredu, bom rekla, z vaše strani, in hkrati tudi zato, da bi jih učenci lahko uporabljali samostojno doma, zato imajo tudi te interaktivne naloge. Tudi tako je, da recimo ta uporaba v razredu je recimo bo omogočala tudi vaše recimo tule povezovanje, izbira učenca, da se potem recimo vi povežete z učencem, pa da recimo spremljate njihovo napredovanje ali izpolnjevanje nalog. Je pa to nekaj, kar je še v razvoju in kar bo posebej predstavljeno. To je to tako imenovani LMS, kjer pač je zdaj vse to nekje v to smer. Se pravi, mi načrtujemo, da bi te učbenike, se pravi, eno je, da koristijo vam, drugo je pa, da jih učenci uporabljajo lahko doma samostojno, kot samostojno učenje. V ta namen v bistvu razvijamo tudi še en tak zvezek za utrjevanje, ki ga bo recimo nekdo, ki kot učenec, starši, ki bi kupili ta interaktivni učbenik, dobili zraven še nek tak tiskani, zelo tanek zvezek za utrjevanje. Tole bi bilo v bistvu z moje strani vse, bi pa zaključila namreč s tem, jaz sem zdaj predstavila vam ta iRokus. Cene so zdaj, tole še na koncu, da pokažemo, so za to leto promocijske. Naslednje leto pa naj bi potem pač prvo leto, torej promocijske cene, tule imate zgodovino. In potem je seveda pri teh cenah vedno odvisno, kot piše tule, tudi od tega, ali je več predmetov, ali je več razredov in tako naprej. Pa tudi potem seveda tule spodaj piše, uporabniki samostojnega delovnega zvezka in delovnega zvezka imajo določen popust, uporabniki tiskanega učbenika, imajo pač tudi določen popust. Potem bi pa res vas napotila na naše zastopnike, ki vam bodo to bolj obrazložili, se pravi, jaz tukaj predvsem skrbim za vsebino. Za vsebino je pa tako, zdaj tukaj vidim, da se animacij ni slišalo. Glejte, to boste vse vi lahko zdaj poslušali, ker boste imeli ta dostop, do animacije, do filmčkov, vse to je že noter vključeno in to je že dostopno in to lahko si že ogledate. Torej, kar se tiče samih, bom rekla, gradiv, ki bodo na voljo, torej do 1. septembra bo zgodovina 6, zgodovina 7, 8 in 9 v celoti na voljo. V tem trenutku boste videli, da niso še vsa poglavja vidna, recimo v 7. pa v 8. razredu, 6. je že. 9. razred bo pa po mojem mnenju v roku enega meseca tudi vsaj polovica vidna. Poudarjam pa, da je vsebina oblikovana, torej poglavja, vsebina znotraj poglavja oblikovana glede na izdajo Potujem v preteklost, torej to novo, zadnjo novo izdajo, ki se seveda v določeni meri razlikuje od razporeditve vsebin Raziskujem preteklost. Dobro, torej ura je zdaj 7, tako da jaz bi zaključila. Ste pa torej res lepo vabljeni, da si to lahko vse ogledate. Še enkrat vstopite torej na to stran iRokus s svojim geslom in boste imeli dostop. Dobro, hvala lepa in pa lahko noč z moje strani.